Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci in povabljeni v Robinovo družbo. Ali ste vedeli, da 20. marca obeležujemo Svetovni dan ustnega zdravja in prav to je tema, ki se lotevamo v naši današnji oddaji. Mi ga tako rekoč obeležujemo že danes in sicer z dvema izvajalkama vzgoje za ustno zdravje. V studiu Radia Robin pozdravljam Jasmino Komel in Damjano Marc. Prva prihaja iz zdravstvenega doma Nova Gorica, druga pa iz zdravstvenega doma Ajdovščina. Dober dan. Ja, lepo zdrav, živijo. Danes smo skupaj tudi zato, da na glas povemo, kako pomembno je obeleževati in pravzaprav vsakega med nami, ne glede na starost, spomniti na obeleževanje Svetovnega dneva ustnega zdravja. Gospa Marc, mislite, da temu posvečamo premalo pozornosti? Ja, moram povedati, da zadnje čase malo več, ampak jaz bi tako rekla. Premalo se zavedamo pomena ustnega zdravja. Ustno zdravje vpliva na zdravje celega telesa. Moram povedati, da tisti ljudje, ki imajo slabo ustno zdravje, lahko v odrasli dobi zbolijo 2-krat hitreje za srčnim infarktom ali pa možgansko kapjo. Tudi sladkorna bolezen je povezana s tem, revmatična obolenja. Tudi to, da nosečnica, ki ima slabo ustno zdravje, lahko rodi otroka z nižjo porodno težo. Tako da dajmo se zavedati, da bakterije, ki povzročajo bolezni zob in obzobnih tkiv, so zelo nevarne. Zato je prav, da jaz zmeraj rečem, da zdravje se začne v ustih. In že v nosečnosti, tudi ustno zdravje, o tem bomo še govorili. Jasmina Komel, kaj vse sodi v to naše ustno zdravje? Ustno zdravje, tako kot če že navežem na to, kar smo omenili, se začne v bistvu res že v zgodnji nosečnosti. Torej, za zdravje zob in odraslega človeka moramo začeti že nosečnice. Kaj vse sodi v ustno zdravje? Zelo pomembno je, da skrbimo, da so zobje zdravi. To se pravi, preprečujemo nastanek zobne gnilobe oziroma kariesa in hkrati tudi celotnih, torej dlesni, mehkih tkiv v ustih. Ker tudi, kot je Damjana že povedala, obolenja dlesni in obolenja zob močno vplivajo na celotno zdravje našega telesa. Torej, ne dati skrb samo temu, da poskrbimo za to, da bojo zobje zdravi, skrbeti moramo, da bo celotna ustna votlina zdrava, če hočemo biti tudi mi zdravi. In vi učite tiste najmlajše in pravite, da tudi starejše. Se pravi, človek skoraj ne more verjeti, da pač nekdo ne bi prav umival zob, ampak to se dogaja. Ja, to je neverjetno. Po raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako kot pravijo, da samo 60% mladostnikov, jaz bom zdaj povedala za mladostnike, umiva zobe 2-krat na dan. Odrasli imajo še slabši procent. Meni je to čudno, da tako osnovna lepa higienska navada, da ne moremo tega narediti za sebe, za svoje lastno zdravje. 2-krat na dan 3 minutke očistiti natančno, pravilno zobe in zvečer še ponitkati ali pa uporabljati medzobno ščetko in bojo zdravi zobe za celo življenje. In bomo zdravi oziroma bolj zdravi tudi mi. In bomo bolj zdravi tudi mi. Ampak kako pa v preteklosti leta, desetletja nazaj, Jasmina, zob se ni tako zelo umivalo. Tudi mi, ko smo hodili v osnovno šolo, nas niso tako gnali in preganjali, češ ščetka zjutraj, ščetka zvečer. Jaz mislim, da v teh 40 letih, odkar je tale vzgoja za ustno zdravje organizirana nekako na tako dobrem nivoju, v Sloveniji smo ogromno dosegli. Vsaka preventiva v bistvu je korakec po korakec, ampak zdaj pa si že me, kolegice, med sabo lahko komot čestitamo, ker se pojavljamo prav povsod od 3 let naprej in se to tudi že močno pozna. Torej se pravi, mi začnemo delati že z mamicami in očeti v šoli za starše in potem skozi vrtec, osnovno šolo, srednje šolci, torej dijaki, študenti z odraslimi, se pojavljamo v lokalni skupnosti, v medijih, tako da moram reči, da res smo dosegli napredek, tako kot si ti omenila, Martina, rečemo, pri nas tega pač res ni bilo.
Je pa to poznati že potem, da rečemo, smo mi v osnovni šoli že ostajali tudi brez šestic, mogoče že pri In zagotovo imeli več 14 plombic v letih, ustih, kar imeli danes jih plombice otroci že v skoraj srednji nimajo, šoli, ne? tako. In tudi zagotovo ljudje moje starosti imajo danes že velike težave, a ne? Ne samo v ustnem zdravju, ampak tudi s tem povezanimi boleznimi. Kaj lahko storimo, da bo naš nasmeh bolj sijoč? Na to temo tudi po glasbi. Z roko v roki za zdrav nasmeh bi lahko rekli, tako nosi naslov tudi ena od zgibank, ki jih številne pripravljate kot izvajalke vzgoje za ustno zdravje. Torej, danes smo v Zdravstvenem domu Nova Gorica in Ajdovščina, Jasmina Komelj in Damjana Marc pa v studiu Radia Robin. Karies predstavlja eno najbolj razširjenih kroničnih bolezni. Kje iskati vzroke zanj? Zanimivo je to, ne, da je karies še vedno zelo pogost, zaradi tega, ker strokovnjaki pravijo, da ni sam toliko problem v ustni higieni, pravilni in redni ustni higieni, ampak predvsem naši otroci nezdravo jejo, preveč sladkarij in posebno še sladke pijače. Tako da problem je tukaj, no se pravi karies. Pred leti je bila narejena ena raziskava, da se je s pomočjo vzgoje za ustno zdravje zmanjšal karies kar za 40%, ampak ta raziskava je že dolgo nazaj narejena, zdaj bi že spet rabili eno novo raziskavo, da bi videli, kako smo mi uspešne, koliko smo karies zmanjšali. Smo ga. Se pravi, Jasmina, lahko bi rekli bomboni, sladke pijače, to zelo pripomore k črvičkom, kot rečemo otrokom. Ja, absolutno, še posebej, če ni še rednega ščetkanja, ne? Ker z rednim ščetkanjem 2-krat dnevno mi v bistvu redno odstranjujemo zobne obloge. Zdaj, če lahko priporočamo, oziroma zelo pametno je, da se tega držimo, da otroke nekako navadimo imeti 5 obrokov dnevno. To se pravi, ene zdrave, normalne obroke, nekih nabora pestrih živil, zdravih živil, ker vključimo pač vsa pomembna živila in absolutno čim manj prigrizkov. To niso samo sladki prigrizki. Moramo poudariti tudi vsi slani, lepljivi prigrizki. To so danes zelo moderni. Čipsi, pomfri, hamburger, ne vem, take reči, ne, fast food. In velik poudarek in velika težava, tudi v Sloveniji, so sladke pijače. Tako da mi imamo zdaj prav en tak boj, smo prav zavihali rokave in poleg vseh zloženk in udarcev na medije in povsod, res promoviramo pitje vode. Zato, ker enostavno otroci res ogromno sladkih pijač popijajo. Ampak po noči otrok ne bo pil vode. Kaj pa pitje mleka, stekleničko po noči ali pa sladkih čajev? Absolutno ne, nikakor. Tu že v šoli za bodoče starše, rečemo, da noč steklenička povzroča en tako hudo obliko kariesa, to je steklenični karies. In tudi jim priporočamo, da lahko stekleničke sploh ne uporabljajo, ker otroci znajo zelo hitro že piti iz kozarca ali pa iz lončka, takoj, ko sedijo samostojno. Tako da nasplošno odsvetujemo stekleničko, še če pa je steklenička, naj bo pa noter voda. Absolutno samo voda. Nočno mleko po noči, ravno tako, v mleku je mlečni sladkor, in če je to pitje po noči, lahko tudi pride do, sicer, če je redna in pravilna ustna higiena, je manj možno, ampak vseeno lahko pride tudi do mlečnega kariesa. Kaj pa duda? Se borite tudi z dudami, Jasmina? Ja, tudi z dudicami se borimo, čeprav teh razvad pri otrocih je veliko, ki so potem pač sledijo ortodontska zdravja. Ja, tako. Rečemo, da je pri vseh teh razvadah, naprimer sesanje prsta, polaganje ustnice, potem rečemo urivanje jezika, drža odprtih ust, je še duda mogoče danes, ki je pač ortodontska, ortopedska, še najmanj nevarna. Včasih v bistvu jo še celo priporočamo, če je kakšna druga razvada tako močna, da se otrok ne more, naprimer, odpovedati sesanju prsta, rajši potolažimo z eno dobro ortodontsko dudico, kakor pa, da sesa tisti prstek, ne vem, do 2. razreda, ne bo več škode naredilo to. Dudico drugače pa se da čisto komot odvaditi, je ni treba več pošiljati v Afriko,
Ne vem, če si vedela, ampak v Novi Gorici živi miška Rozalina in ona dudice zbira in je vsa vesela, če jih dobi v svoje varstvo. Tako da vsi, ki pač hočete biti tako dobri, da prinesete v Rozalinino zbirko kakšno dudico, jo lahko pošljete Rozalini ali pa jo daste v nabiralnik pred zdravstvenim domom in potem se te dudice lepo skrbno obesijo v drugem nadstropju v čakalnici dud. Tako da potem komot prijete tudi kdaj pogledati te dudice, če bo prav kriza po noči, ne? Vse te aktivnosti zrastejo na vaših zelnikih? V naših glavicah. V naših glavicah, Ja. Ja, večina. Mi, tako, ko smo začeli, ne, smo bile v bistvu, nič nismo imeli, ne, smo mogli začeti od nič. Razen izobrazbe. Razen izobrazbe, ja. Razen izobrazbe, Tu bom rekla, ja. ne, tokom šolanja, ne, tudi nismo pridobili tega znanja, ampak smo se pole res nadgradile in pol smo se dodatno še izobrazile in smo naredile tudi specialna znanja, ne, lansko leto. In danes jih pravzaprav predajamo naprej na nek tako. način. Absolutno. Preventivno zobozdravstvo poteka v Sloveniji, na Goriškem že 40 let, le kakšno leto manj na Ajdovskem koncu in k tej temi se vrnemo po naslednji melodiji. Radio Robin, poslušate, Martina Arčon vas vodim skozi današnjo dajo z dvema krasnima sogovornicama. V studiu sta Damjana Marc in Jasmina Komel, izvajalki vzgoje za ustno zdravje. Prejle sem rekla 40 let. Jasmina, bova začeli kar midve, se pravi preventivno zobozdravstvo poteka v Sloveniji in na našem koncu 40 let, letos pomemben jubilej in uspelo vam je vzpostaviti, kot pravite, odlično sodelovanje s šolami in vrtci. Je to tisti največji uspeh? Aha, no najprej samo nekaj popravim. V bistvu 40-letnico imamo prav mi, tukaj Goriška, ne? Medtem ko na državnem nivoju tudi še 2 leti več, ne? 45. No, ja, je že 45, tako da na celo Slovensko pač je malo daljša že tale letnica. V glavnem, mi pa res imamo jubilejno letos. Ja, tukaj je tako, veliko se začne že v bistvu z vrtci, torej od 3 let naprej, ne? Rečemo tukaj pri nas, v naših 6 občinah, prav samo za Goriško govorim, naredimo nekako 5 obiskov na leto v vrtcu, seveda prilagojeno, ne? Imamo razne teleprojekte in zobno miško in Lenčo in Jana, potem pač zgodbico svojo, maskote in tako, da je otrokom prilagojeno, ne? In oni komaj čakajo, da pridemo resnično. No, potem v osnovni šoli se pa začne tisto mesečno, torej smo 10-krat prisotne na leto v vsakem razredu. Tam pa tudi sodelujemo kot večina šol v Sloveniji. Na Goriškem lahko se pohvalimo prav 100% pokrito. Od prvega do celotno osnovno šolo sodelujemo tudi v slovenski akciji in sicer je to Čisti zobje ob zdravi prehrani. In tudi ta traja zdaj že 40 let, ne, tukaj pri nas na Goriškem. Kjer pa seveda gre tudi za motivacijo otrok za čiščenje zob skozi neko zabavno tekmovanje, bom rekla, ne? Čisti zobje. Tako, čisti zobje, to se pravi, je na koncu ključna prireditev, epilog, najboljši razredi so. Jim je to ob vseh telefonih, ekranih, nemogoče. A jim je še zanimivo to? Nemogoče in ne bi verjeli, koliko se veselijo samo ene broškice, ki jo dobijo na koncu leta. In pač darilc, pohvalc in te prireditve, ne. Če nič drugega, so en dan fraj pouka. Tudi to in nekaj najboljši šteje. na Goriškem grejo potem še v Ljubljano na državno prireditev, kaj je pa res Ampak kaj nekaj si neverjetno štejete kot lepega. največji uspeh? To učenje, tudi individualno delo poteka v vaši ambulanti? Absolutno. Mi v bistvu ob pregledih nekako pač s tabletkami za kontrolo tlaka ocenimo, a ne, kakšna je čistost zobkov in potem se pač to da določeno oceno in najboljše ocene seveda so potem zmagovalni razredi. Tako da na zaključne prireditve vabimo zmagovalne razrede vseh šol, vseh 25 naših na Goriškem. Damjana ima pač potem svoj teritorij in naša kolegica v Tolminu spet svoj teritorij. In potem imamo pa še zmagovalen razred v regiji, ki gre pa na državno prireditev. Jaz bi tukaj poudarila še nekaj. Mi smo leta 2017, v bistvu to se zelo
nekako ne sliši in hočem, da se sliši, dobili najboljšo, v bistvu, tako eno elitno nagrado, to se pravi nagrado za najboljšo preventivno akcijo na svetu. Ja. Torej, naša Slovenija v vrhu. Ja. Slovenija Po v čistih vrhu. zobeh. Ja. Tako da Oziroma res smo akcija, lahko ki ponosni in imamo izvajate. veliko držav, ki to zdaj proba se od nas naučiti in peljati na svojih področjih, na svojih Čestitke. državah. Kaj sodi še v vaše delo? Kaj sodi? Poleg tega, da imamo redne kontrole čistoče. Jaz bi začela tako. Začnemo v šoli za bodoče starše. Tam imamo predavanje za bodoče starše. To je primarna preventiva, ki je najbolj pomembna. Tam opolnomočimo starše, ne, da znajo lepo skrbeti za ustno higieno pri otroku, pa za zdravo prehrano. No, pol gremo, tako kot smo rekli, v vrtec. Vrtce in V osnovne vrtec. No, pri nas na Ajdovskem jaz začnem že prav pri tamičkanih, ker sem ugotovila, da tisti manjkanje na začetku, manjkanje ene take vzgoje. Zato sem rekla, moram čim prej priti do otrok in tudi do staršev, posredno preko otrok tudi do staršev, tako da upolnomočimo. No, pol gremo v osnovne šole, smo rekli, za kontrolo čistoče zob in s predavanji. Mi imamo poleg tega tudi predavanje in delavnice, pač prilagojeno starosti razredom. Ne? Potem gremo tudi v srednje šole, tako da zmeraj nadgrajujemo svoje delo oziroma izvajamo neko kontinuiteto in otroke spremljamo, jih spoznamo. In to se pozna, ne, pri zdravju zob, Ja. dlesni. Prejle smo rekli, kako pomembno je ščetkanje. Ja. Vsi znamo, ampak ne znamo. Ja. Kaj je pomembno vedeti? Pomembno je vedeti, da je treba 2-krat na dan, zjutraj in zvečer, dobro poščetkati zobe. Pri tem dajmo uporabiti, to so priporočila zobozdravnikov, mehkejše zobne ščetke z majhno glavo in z gostimi ščetinami. In ne pozabiti, da je treba te ščetke tudi redno menjavati. Na koliko časa? Ja, priporočilo je na 3 mesece, če se pa pač izrabi prej, je treba prej. In če je kakšna bolezen, da preboliš kakšno hujšo respiratorno obolenje, takrat je treba ščetko takoj zamenjati. V času covida je bilo potrebno vsak dan menjati. Tako so ne. priporočali, ne, da je dobro, da pač virus ne ostaja. bolj pogosto, ja. Bolj pogosto, ne pa vsak mogoče dan. bolj. No, to je, rečemo, osnova, prvo so pripomočki, ki jih zbiramo. Zdaj tukaj lahko menim še električne ščetke in zelo se mi zdi pomembno, da to povem, ker to pendontologi govorijo, to so specialisti za otroško in mladinsko zobozdravstvo, rečejo. Otroci naj ne bi uporabljali električnih ščetk, ampak morajo uporabljati primerno Do ščetko. katerega leta? Ja, to ni do leta. Ne, to ni do leta. V bistvu gre se za to, da se otrok nauči lepo poščetkati zobe, ker ta gib je pomemben tudi za pisanje in ta gib je pomemben tudi za razvoj njegovih možganov. In tudi, rečemo, če nepravilno uporabljajo električne ščetke, lahko pride do poškodbe dlesni in tudi sklenine. Tako da tukaj naj poslušajo priporočila zobozdravnikov. Še več priporočil bomo dali tudi mi v naši današnji oddaji, vse, kar morate ostati blizu. Pri ščetkanju zob sva ostali, dragi dami, Jasmina Komelj in Damjana Marc, se pravi električna ali navadna ščetka. Prisegate, Damjana, rekli ste na navadno. Čim dlje? Sem to ne jaz prisegam, to prisegajo vsi strokovnjaki, predvsem pa pedontologi. Tukaj gre se za otroke, ne? Pri odraslih je pa drugače. Ja, no, kako pa je pri odraslih? Ja, pri odraslih je pa spet svetovanje zobozdravnika. Mi nismo tiste, ki svetujemo to. In tudi ampak posredujete priporočila. Tako, priporočila. Zdaj na tržišču je ogromne tega, tako da je izbira električna, sonična, ne vem kakšna, ionska. To jaz mislim, da je zmeraj najboljši, da poslušaš zobozdravnika. In še tu bi poudarila, pomembno je pravilna uporaba te ščetke. Jaz dostikrat ugotovim, da ščetka se kupi, pa se pa nepravilno uporablja. Je zelo pomembno, kako jo uporablja. Kako? Zdaj moram reči za sonično ščetko. Najprej obvezno dobro splahati pod vodo ščetine,
fajn splahniti usta in pol pravilno ščetkati. Navodila so priložena. Priložena. Dobro ščetkati, sicer sonična ščetka je super, ker ima tudi timer, ima tudi več teh funkcij, ne? Jaz ne videla reklame zdaj za sonično ščetko. Ampak pomembno je mogoče pri ščetkanju, kar nas vedno znova učite in učijo, da ne smemo pozabiti na dlesni, posebno pri najmlajših. Ne? Od polovice zob navzgor in potem obloge ostajajo in delajo svoje. V glavnem, glih to bi jaz mogoče malo z električno ščetko pri otrocih je kar malček nevarno, ker zdaj popularne tam se dobijo ščetke z lučkami, s pesmicami, električne, vse naredi samo in to otroka v bistvu spelje čist v drugo smer, kot bi moglo. Ni z glavo pri stvari. Ne, in tudi niso dobre tele ščetke. V bistvu je zelo pomembno, čakaj Damjančka, če mi podaš samo malo tele... Zobke? Ja, glih samo en gib, da pokažem. Je zelo pomembno... Poslušalci sicer ne bojo videli, ampak boste pa opisali. Ampak bojo slišali. Zelo pomembno je, da ne ščetkamo levo, desno, žiga, žaga, ker otroku to roka sama tako teče, ne? In mi jih tudi učimo potem, ne delati tako levo, desno, ker glava kar odkima. Že sama glava ti reče, ne bo prav. Vedno ščetko damo na dlesen in iz dlesni potegujemo proti zobu. Vsaj 8-krat, a ne? Vsaj 8-krat. In torej seveda po zunanjih ploskvah, po notranjih in griznih ploskvah. In zdaj, če ima otrok neko ščetko, ki neki poje in čist pozabi na to, potem kar nekaj on s to ščetko se sprehaja po usih, dejansko sploh ni opravil tisto delo, ki bi ga moral v resnici narediti. Ne? Pri odraslih tudi zaradi napačne uporabe električne ščetke pride do odmika dlesni proč od zoba. Ker ta ščetka za svojimi gibi, če jo ti nepravilno uporabiš in ker rotira, odmika dlesen proč od zoba. Torej, to je spet ni v redu. Tako da mogoče električno ščetko tudi odrasli, vsak drugi, vsak tretji dan in vmes lepo navadno, mehko ščetko, s katero v bistvu mi lepo poliramo in masiramo dlesen in poliramo sklenino. Ne? Kaj pa medzobni prostor? To je pa tudi nekaj, kar je izrednega pomena. Boleče za vas. Zelo boleče, ker če mi vprašamo tako malo splošno populacijo, vidimo, da to dejansko pri nas še ni nekako se prijelo, če rečem tako v narekovajih. Nujno je čistiti tudi medzobne prostore enkrat dnevno, zadostuje, torej pri večernem ščetkanju, ker če ne, seveda pride do vnetja dlesni in tudi lahko do kariesa, celo na 2 zobeh, če tako gledaš, ker je nekako ustično. Ne? Dlesen, če se bo vnela, bo začela krvaveti, se bo odmikala od zoba, bo razgalila zobne vratove. Se pravi, krvavitev dlesni je znak za... Že za vnetje dlesni, tako je. Ob normalnem ščetkanju, ne? Ja, tako. In potem, se pravi, mi redno vsak dan zvečer dodamo tole čiščenje medzobnih prostorov. To je lahko ali zobno nitko, če je komu ljubše, s tem, da pri otrocih naj se potem uporablja zobna nitka na držalu, seveda s pomočjo staršev. Ker otrok pač grafomotorika mu ni še toliko upeljana, tam do nekje 10 let in se hitro zareže v dlesen, kar je kar velika rana, ne? Tako da absolutno na držalcu, učimo jih že mi, seveda morajo pomagati tudi starši in tudi odrasli, seveda, ali nitka ali medzobna ščetka. S tem, da medzobna ščetka mogoče je celo bolj učinkovita, je pa pomembno, da se pravilno uporabi in da se izbere pravilno debelino. Tako da svetujemo, da se posvetuješ z strokovnjakom. Čisto na hitro, samo še eno vprašanje, kaj pa uporaba ustnih vodic po ščetkanju? Tudi uporaba ustnih vodic mora biti namenska in v primeru težav. Ne? Zdaj, vsakodnevna uporaba ustne vodice, sploh tista, ki vsebuje alkohol, lahko povzroči sušenje ustne sluznice. Zdaj pa, če pa pride do vnetja dlesni, potem pa lahko imamo možnost izbire ustnih vodic, ki vsebujejo klorheksidin in hialuronsko kislino. In tiste ustne vodice uporabljamo namensko, prav zato, da pozdravimo to vnetje, ampak to osnova je dobro, natančno ščetkanje in uporaba zobne nitke ali pa medzobne ščetke. Zanimivo vprašanje, vse kar se mene tiče, mislim, da bom postavila po glasbi in sicer ali umivati zobe, predvsem zjutraj, pred zajtrkom ali
po zajtrku? Odgovor slišite kmalu. Mi se danes ne bomo drli tule v studiu, Čuki in Zobar je to bil, a se otroci bojijo tudi vaju, vas, tako kot zobozdravnikov? Ja, jaz imam občutek, da ne. Ne, so prav veseli. Ja, Ta majhni se pridajo stisniti, Ja. ta veliki pa reče, pridite drugo uro, ko imamo matematiko. Ja, so vsi srečni. Ali pa tečejo, ne, mislim, umivalnice, pa nesijo sabo zobno ščetko in si pole hitro zobe umijejo. Ja, simpatični so, no, tako. Sicer pa, če se vrnemo k umivanju zob, ne, prej sem že nakazala, da si umivamo zobe še vedno po jedi, ampak včasih to pa ni najbolj zdravo. Kaj menite, Damjana Marc? Zdaj tako, jaz bom govorila o priporočilih, ne. Zobe torej umivamo 2-krat na dan, zjutraj lahko pred jedjo ali pa po jedi, ne. Zdaj odvisno, kaj pojemo. Če pojemo kaj kislega, ne, kakšne agrume ali pa kakšne kisle pijače ali kaj takega, potem postanejo naši zobje zmehčani, mehki, ne? In če bi šli zdaj takoj ščetkat, ne, lahko počasi, ne, Ranimo. Ja, ranimo sklenino, oziroma si izrabimo sklenino in pride Ja. do kislinske erozije. Zato pa po takih rani počakajmo vsaj 1 uro, lahko si pa fajn splahnemo usta z vodo, pa pol poščetkamo. Drugače pa lahko je pred jedjo, ne. Zvečer pa absolutno pred spanjem. Ja, ne. in Tukaj absolutno zvečer pred spanjem. To pa je osnova, to je pa najbolj pomembno. Jasmina Komelj, uporaba zobnih past je tudi pomembna, katero vzamemo s police v trgovini, kaj ne? Ja, v bistvu za to, da je zobna obloga odstranjena, zadostuje ena dobra zobna ščetka in pač ščetkanje, ne. Medtem ko zobna pastama pa seveda, ker stroka priporoča uporabo zobnih past s fluoridi, fluoridi pa imajo to dobro lastnost, da so v bistvu kar dobra preventiva proti karijesu. Zdaj mi v te kemije se ne bomo spuščali tukaj, ne. Zato se res priporoča uporabo zobnih past s fluoridi. Pač v določenih dozah, ker pač za otroke je malo manjša doza, za odrasle malo večja doza in treba je vedeti, da se izbere oziroma da pravo količino paste na ščetko. To se pravi nekako za večino od 2 let naprej, no, za celo življenje velja to 1 grahec paste. Torej zobne paste s fluoridom. Za mlajše od 2 let pa je to 1 rižek pastice. Potem zelo dobro je, da kadar mi končamo ščetkat, da zobno pasto dobro izpljunemo, seveda se ne sme pojesti. In ne splahnemo. In je ne izperamo, ker dodatno ščiti potem v bistvu naredi to zaščitniško funkcijo v ustih. Tako da če se le da, ali pa no, če otroku rečemo ne odgovarja, da res prav ne more, ne spirati s kozarčkom, zadostuje, da enkrat rečemo z rokico splahne, toliko da gre tisti okus, ki mu pač ne paše ven in ne ostane čim več fluoridov. Ker v bistvu je dobra preventiva proti karijesu stalno neka minimalna količina fluorida v ustni votlini. In to dosežemo na ta način. Redno ščetkanje zobno pasto s fluoridi in da se zobna pasta pač ne izpera, ne. Parodontalne bolezni, to so tema, za katero bo danes zmanjkalo časa, pa vendar so prisotne, upam, da manj kot v preteklosti, pa vendar verjetno so. Ja, žal še vedno kar dost, ne, tako da se pravim, začetek je že to, da imamo pravilno tehniko ščetkanja in da res redno 2-krat dnevno ščetkamo zobe, da potegujemo tudi za ščetko proti zobom, ne, da ne razgaljujemo zobnih vratov. In dlesen, ki začne biti vneta, pordela, krvavet ob ščetkanju, je treba čim prej pozdraviti. To se pravi... Na kakšen način? Ja, ni potrebno nobenih zdravil, zadosti je ena zelo mehka ultrasoft ščetkica, pravilno ščetkanje, s tem dlesen masiramo, se nekako po 14 dneh, 3 tednih že taka dlesen lepo spet popne po zobu in je spet zdrava, ne. V hujših težavah pa seveda posvet z parodontologom tudi, ne, ki bo pač opravil potem svoje posvete. Pa je parodontoza dedna? Ne, parodontoza ni dedna, čeprav so včasih rekli, da če imajo starši slabo ustno zdravje, da bo imeli tudi otroci. To ni res. V bistvu pomembno je obdobje nosečnosti,
Se pravi, če mamica zdravo živi, če se lepo prehranjuje, tako kot je treba, z dovolj kalcija pa D-vitamin, bojo že zasnove v otrokovih ustih, ki nastanejo že v drugem mesecu nosečnosti za mlečne zobke. Neverjetno. Ja, res. Se pravi, v drugem mesecu nosečnosti že skrbimo za zobke otroka. Ja. In v 7. mesecu že za stalne zobke, se pravi, otrok se rodi že v bistvu z zobki v dlesni, ampak ne še z zasnovami. In če je to obdobje nosečnosti tako, kot je treba, se pravi, zdrav način življenja, zdrava prehrana, da mamica lepo skrbi za svoje ustno zdravje, je čist verjetno, da bo imel, res verjetno, da bo imel tudi otrok zdrave zobe. Je pa tukaj mogoče ena raziskava bila narejena, da poleg prehrane, poleg tega, da pač je zdrav način življenja, vpliva na razvoj otrokovih zobkov tudi stres pri mamici, tako da bodoče mamice ne smejo biti pod stresom, očetje jih morajo Ja, tako, to je zelo pomembno. In onesnaženje. To so tudi dokazali, da je onesnaženje vpliva na razvoj otrokovih zobkov. In zdaj imamo zadnja leta kar nekaj otrok, pri katerih opazamo motnje mineralizacije. Se pravi, njihovi zobki niso enotne barve, ampak imajo bele lise. In to pomeni, da je ti zobek slabše kvalitete. In zato pri takih otrocih morajo starši še bolj skrbeti in mora bolj redno hoditi zobozdravnikov. Tega je vedno več. Hvala, da tu še nekaj minut pogovora nam je ostalo. V zadnjem delu oddaje se nam bo pridružil v studiu še nekdo. Poslušalke, poslušalci ga bojo prepoznali predvsem kot člana Zvite Feltne. Zakaj bo z nami? Izveste kmalu. Še nekaj zaključnih minut na radiju Robin, Jasmini in Damjan, Jasmini Komel, Damjani Marce, zdaj le pridružil član Zvite Feltne. Matic Leban, dober dan. Ja, lep pozdrav. A si prišel na pregled zob? Nisem prišel na pregled zob, lahko pa pregledam zobke. To pa res. Nova vloga v zdravstvenem domu Nova Gorica, Matic, zdaj boš postal tudi ti, oziroma si že, 3 dni si že v službi, oziroma nekaj dni, bomo rekli, v tej preventivi zobni. In praviš, da se nove vloge zelo, zelo veseli. Še si te kar predstavljam, kako boš, kot član Zvite Feltne hodil po šolah, pregledoval zobe in motiviral mlade. Pri njih smo danes slišali, se vse začne. Res je, to je prav na frišno. Nekateri učenci so me že spoznali, zdaj 3 dni smo bliže po šolah. Je že cel žur, Martina, lej. Ja, tako da odziv je res fantastičen. In mislim, da bo to ena dodatna spodbuda za otroke in mladostnike, da si bojo bolj redno umivali. Predvsem na pravi način, Na pravi način, da bojo dobili samo tiste najboljše značke. Jasmina je prej rekla, da ko si zdaj par dni tule v službi, si rekel, a vse to vi počnete, se pravi, dela ne bo zmanjkalo, projektov imata, zdaj lahko rečem imata, Jasmina, veliko, kaj ne? Ja, veliko. To niso samo šole in vrtci, so še projekti, ki so izven tega, torej zobna miška, miška Rozalina, ki pobira dude, imamo Venčeslava, ki hodi po vrtcih. Projektov je ogromno, torej delujemo na celotni lokalni skupnosti. Potem pa tudi individualne obravnave, ko končamo mi teren na šoli vrtcu, imamo potem še individualno obravnavo otrok in staršev. Se pravi, jaz lahko pokličem in se najavim, oziroma mi date datum, da mi pregledate, kakšno je moje ustno zdravje. Ja, se pravi, da se skupaj naučimo pravilne tehnike ščetkanja, drugače pa v kabinetu ustne higiene, to je isto na Ajdovskem, isto na Tolminskem, nam pošiljajo tudi šolski zobozdravniki otroke, če je potrebno, ortodonti vsi, vsakega, ki pride na ortodontsko obravnavo, ali pa si jih mi sami pošljemo iz šole, če vidimo, da so težave. Dela ne bo zmanjkalo. Ne bo zmanjkalo dela, sigurno ne. Posebno poglavje, Damjana, je skrb za ustno zdravje pri osebah s posebnimi potrebami. Ja, to pa zato, ker starši, ko se staršem rodi tak otrok, imajo veliko težav vseh drugih in dostikrat zanemarjajo ustno zdravje. Zato je tukaj zelo pomembno, da te starše čim prej dobimo v obravnavo in čim prej jih naučimo, kako pomembno je skrb za ustno zdravje pri takih otrocih, ker če ne, pri takih otrocih je bolj pogosto
pogost karies in vnetje dlesni in tako naprej. In dostikrat potem pristanejo v splošni anesteziji, kar je za njih velik stres in v splošni anesteziji jim pol popravljajo zobke. Tako da jaz sem se potrudila, jaz sem grozno rada te ljudi in otroke s posebnimi potrebami in mi zelo dosti pomeni to, da bi res začeli malo bolj skrbeti za te otroke. Matic, novo poglavje tudi v tvojem življenju, slišali smo, veseliš se ga? Zelo. Jaz sem po poklicu diplomiran zdravstvenik. Sicer zadnje leta sem se bolj usmeril v delo z otroci, zdaj sem pa nekako združil eno z drugim in mislim, da je to res ena super zadeva in en super začetek za nekaj novega. Še dobre sodelavke imaš, ne? Ja. To pa se, In mi smo strašno veseli, ker si ti naš sodelavec. Naj tako ostane. Hvala vsem, ker ste bili v naši družbi, poslušalke in poslušalci, in hvala vam, vsem trem, ker nas učite, kaj storiti za še bolj zdrave zobe in lepši nasmeh. Hvala. Oddajo sem pripravila in vodila Martina Arčon in skupaj pomahamo, kaj ne, poslušalkam in poslušalcem. Hvala tudi vam, za povabilo in Nasvidenje. zdrave zobe, ne vsem.